Zdaj pa gremo na resne teme. S posebno inovacijo se je ta teden izkazala združba, ki je razvila nov produkt na področju zavarovalniškega prevarantstva. Poglejmo. Četverica, šlo naj bi celo za družinske člane, je pri 5 slovenskih zavarovalnicah sklenila visoke zavarovalne police. Nato pa si je ena izmed njih, 21-letnica, nad zapestjem z žago namerno odrezala levo roko. Ja, že vidim, ne bom se mogel zadržati. Spet bom imel neprimerne šale, se opravičujem že vnaprej. Torej, medtem ko večina mladih živi iz rok v usta, se je 21-letnica odločila, da svojo finančno prihodnost vzame v svoje roke. Bravo! Oziroma, če povem bolj priročno, high five. Na resno vprašanje, ki se ponuja kot na dlani, je, koliko s tovrstno prevaro sploh zaslužiš, če imaš srečno roko. V tem primeru bi od zavarovalnic dobili skoraj 1 300 000 evrov, približno 383 000 evrov nekakšne odškodnine, ob tem pa bi seveda prejemala tudi še mesečno rento nadaljnjih 10 let oziroma do smrti, oziroma ali do smrti, in sicer v višini 3050 evrov na mesec. To se pa že splača. To se pa že... Rahlo me je zaneslo. Očitno pa je zaneslo tudi storilce, saj so zavarovalniško prevaro očitno izvedli bolj z levo roko. Igor, dekle si je odrezalo roko, vendar pa so jo prišili nazaj. Še bolj neverjetno pa je, da so roko najprej pozabili. Si predstavljate ta pogovor z zdravnikom? Gospa, kaj je narobe? Roko sem si odrezala. Kje pa roka? Pa sem vedela, sem nekaj pozabila. Morda bi se zgodba odvila drugače, če pozabljivi pacientki ne bi na pomoč prišla roka zakona. Policijska patrulja pa se je vrnila nazaj domov, vzela roko in jo seveda pripeljala tule v ljubljansko bolnišnico, kjer so ji uspešno prišili. Zgodba potrjuje vsaj 3 nenapisana pravila. Prvič, policaji se vedno najdejo takrat, ki jih najmanj rabiš. Drugič, če je nesreča, je boljše, da se zmeniš brez policije. In tretjič, bolje golob na strehi, kot roka v marici. To je dejstvo. Osumljeni so nekaj dni zatem na vseh 5 zavarovalnicah podali zahtevke za izplačilo zavarovalnine. Vendar do izplačila ni prišlo, saj so kriminalisti še pravočasno zaznali namere osumljencev. Ja, se pravi, policija 21-letnici v nasprotju s cirkularko resnično ni šla na roko. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da so policisti na zle namere posumili že, ko so odrezano končino našli s prekriženimi prsti. Sumi pa so se dokončno potrdili, ko je osumljenka želela odškodnino izplačano na roko. Še slovenski policaji niso tako pijani, da ne popazili tako sumljivih okoliščin. Je pa prav, da ta odžagana leva roka pristane tudi na naslovnicah tujih medijev. In tudi je. In tam je odnesla krajčičev sendvič. Poglejmo, kaj pravijo. Slovenka si je odrezala roko za izplačilo zavarovanja. 21-letnici in 29-letniku grozi do 8 let zapora. Odrezana roka za 380 000 evrov. Ja, cajti so se spremenili. Če so Slovenijo najbolj čas promovirali športniki, jo zdaj očitno 5 dek salame v kruhu in leve roke. Z drugimi besedami, stvari, ki so narezane. Za nemški trg je slovenska turistična organizacija že posnela promocijski film. Poglejmo si. Wir müssen unbedingt sparen. Wo sollen wir denn noch überall sparen? Wenn du deine rechte Hand verlierst, würden wir ordentlich bei der Versicherung abkassieren. Du willst, dass ich mir meine rechte Hand absäge? So wie du das sagst, klingt das ziemlich brutal. Slowenien, wie in einem Film. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!